Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni na okrogli mizi sodobne tehnologije, izzivi in priložnosti za prihodnost v organizaciji študentskega sveta Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Dogodek podpira Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani in študentje domene strojnik.si. Pred samim začetkom pa nekaj uvodnih besed predsednika študentskega sveta Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, Matije Špegla. Lep pozdrav vsem skupaj v imenu študentskega sveta Fakultete za strojništvo. Zdaj najprej bi se rad zahvalil vsem našim današnjim gostom, ki so se odzvali na našo povabilo in prišli danes k nam deliti z nami svoje izkušnje in pa svoje znanje. Prav posebna zahvala gre tudi študentski organizaciji Fakultete za strojništvo ter Fakulteti za strojništvo, ki so omogočili realizacijo današnjega dogodka. Zahvala gre pa tudi Cankarjevem domu, s katerim Fakulteta za strojništvo že dolga leta uspešno sodeluje. Želim vam prijetno poslušanje. Hvala lepa. Čas je, da spoznamo naše goste. Prosim zbrane, da vsakega pozdravite z aplavzom. Dr. Aleksander Sadigov. Dr. Rok Vrabič. Magister Mitja Jermol in dr. Blaž Škrlj. Živimo v turbulentnih časih. Naj se navežem tudi na svojo zgodbo. Na področju novinarstva doživljamo ogromne spremembe. Dve besedi, umetna inteligenca. Medijske hiše propadajo zaradi te zadeve. Pa bomo začeli z uvodnim krogom. Umetna inteligenca, gospod Sadikov, prve asociacije, ko slišite to besedno zvezo? Jaz sem pristranski, pa bom rekel računalniški šah. Kar izvolite? Jaz sem v bistvu pridružil kolego, ker je prva stara, ker sem pomislil šah. Gospod Jermol? No, jaz sem pa strojnik, tudi pa bom rekel robot. Gospod Škrlj? Zame preiskovanje. Preiskovanje. Dobro, smo že... Kar je šah. Smo že spoznali naše sogovornike. Naj dodam, da vsi zbrani lahko vselej sprašujete naše sogovornike prek aplikacije. Tamle vidite QR kodo, kjer se lahko povežete in postavite kakšno vprašanje. Vmes pa jih bomo seveda tudi zastavljali. Gospod Sadikov, specializirani ste za podporo medicinski diagnostiki z umetno inteligenco. Torej, področja se vse bolj prepletajo. Ja, in ta interdisciplinarnost je meni neskončno všeč. V bistvu samega začetka moja prva seminarska na področju umetne inteligence, to je 4. letnik, mogoče celo 5. takrat. Tisti 9-semestrski program sem ujel, je bila na to temo in potem je tako ostalo. Izjemno se razvija, pa tudi imaš pri tem zelo dober občutek, da si nekaj zelo koristnega naredil. Pa se mogoče kasneje bomo dotaknili nekakšnih drugih aplikacij, ki so uspele, pa imajo ne nujno drugačne slabe konotacije, ampak mogoče niso pa tako koristne za družbo. Imate mogoče nasvet za študente, da se tudi že med študijom povezujejo z ostalimi strokami? Vsekakor, mislim, da je tako strojništvo kot računalništvo, skoraj vse tehnike imajo to možnost, ne samo z drugimi tehničnimi vedami, ampak dejansko life sciences, ne medicina, tudi z družboslovnimi. Bilo je veliko, navsezadnje tudi teh PKP šipk projektov, ki so nekako skupaj dajali študente z različnih, pa vem, da je bilo zelo veliko zanimanja. Mogoče je bilo še najmanj strani računalničarjev, ker je bilo slabo plačano in naši so vsi zaposleni. Gospod Vrabič, plačilo je tudi motivacija, kaj ne? Na ta način lahko spodbujamo prepletanja med strokami tudi z mednarodnimi projekti? Ja, ampak tako, pač plačilo recimo za nas, ki delamo v akademiji na univerzi, najbrž ni prva motivacija, če bi bila, ne bi bili tle, ko smo. Saj jaz mislim, da vsak, ki stop z univerze, z fakultete nekam v gospodarstvo, je takoj više rangiran, bolje plačan v tem smislu. Tako da, mislim, vsekakor je to pomemben del življenja, ampak zame
vsekakor daleč od tega, da bi bil najbolj pomemben. Skozi številne projekte ste tudi prepotovali nekaj, mogoče lahko primerjate implementacijo sodobnih tehnologij v Sloveniji s kakšno drugo državo? Ok, to zaradi predhodnega pogovora in malo namiga, ne. Je cilj na to, ne, da smo imeli en projekt z Palestino, ker je v bistvu ena taka dolga zgodba. Kolegi še iz pred mojih časov, preden sem bil na fakulteti redno zaposlen, so po svojem doktoratu, en kolega šel s kombijem in z dekletom na tisti konc, stopil na eno univerzo, se predstavil in naredil Tempus projekt. Tempus projekt je en izmed teh mehanizmov, ki še danes znotraj Erasmusa delno živi. In pol je bila kar ena inercija. Moj predhodnik, moj mentor na doktoratu je potem nadaljeval še z enim projektom. In v fazi, ko sem pol jaz prevzemal njegovo funkcijo, smo še v en projekt stopili. Tako da smo imeli možnost v laboratoriju sodelovati tudi z delom sveta, ki ima malo drugačne probleme, kot jih imamo mi, ne. Se pravi, zaposljivost njihovih študentov, recimo na nekih tehničnih univerzah in tako naprej, je recimo 20%, ostali se morajo znajti v življenju in iščejo možnosti za delo nadaljavo in se te stvari, ki so se v zadnjih letih res odprle, ne. In ravno na tem smo delali zdaj nedavno za tistim koncem sveta. Pa se pogosto zgodijo taki spontani pripetljaji v akademskem svetu, da se potrka na vrata in stopi v sodelovanje? Kar se tiče trkanja na vrat, ne vem, ampak jaz mislim, da je raziskovalno delo po naravi tako, da človek lahko ima neko grobo idejo, kaj bi želel početi, kam ga srce vodi, ampak na drugi strani finance v smislu pridobivanja projektov, zanimanja strani gospodarstva, zunanjih in tako naprej, ne, vodijo vsakega raziskovalca po neko pot, ki jo zelo težko naprej predvideti. Tako da definitivno je to, mislim, če kdo ve, kaj bo delal čez 5 let, ne, sploh danes, mislim, da mora biti zelo samozavesten, da kaj takega lahko reče. Lani smo se na tele okrogli mizi pogovarjali o strategijah med krizami. Gospod Jermol, e-učenje je nekaj, kar smo pogosto videli in čemur smo bili priča med zadnjo krizo pandemije. Torej, to, da je prišla pandemija, je dosti stvari, za katere smo prej se pogovorili, da so možne, spremenilo totalno, ne, kar pomeni, da je v prvi vrsti to danes postala opcija, ne, sestanki, recimo mednarodni projekti, dogodki, kot so tile, predavanja in tako naprej, vedno imaš zraven link, ne, torej ni več vprašanja, boš prišel fizično tja ali ne, kar seveda popolnoma odpira druge možnosti sodelovanja, po drugi strani pa tudi dosti omejuje, moram reči, ne, recimo pri nas, ko imamo toliko teh projektov, se dogaja to, da je zdaj ni več 24/7, je 25/8 to že, ne. In je lahko tudi problem, ne, zato ker v bistvu ne moreš narediti neke distinkcije med tem privatnim življenjem pa med raziskovalnim delom oziroma poslovnim delom. Tako da ta pandemija je prinesla nekaj sprememb fundamentalnih, prenašajo tudi druge stvari, ne, zdaj to vidimo, recimo, temu se zdaj že reče tako permakrizis, ne, tako da imamo kar krize eno za drugo, torej take zelo odločujoče stvari se dogajajo, kjer v bistvu človeštvo družba ni več sposobna slediti tem spremembam, ne, zdaj mi delamo dosti tudi s temi vladami zaradi tega UNESCO labela, ne, in vidimo recimo po drugih državah v svetu, kako so v krču, ne samo mi, ne, tudi druge, še posebej nerazvite države, kjer enostavno ne morejo razumeti, ne morejo stopiti v stik, pa ne morejo razumeti, kaj se pravzaprav dogaja, ne, in zdaj to je za razmisliti, ne, je tudi debate, če jih gledate zdaj, če poslušate, ne vem, te predavanja online in tako naprej, intervjuje z resnimi ljudmi, niso več to toliko enostavne debate, ki so bile pred krizo, recimo pred covidom, pa še pred takrat prvim crashem na borzah, ne, tako da je kar dinamično zdaj, ne, kar dinamično in tako, kakor je nekdo prej že rekel, da ne vemo, kakšna bo prihodnost, ne, recimo nam, ne, jaz ne vem, smo raziskovalci na področju umetne inteligence, zdaj mi smo recimo ChatGPT vedeli prej že nekaj, zato ker smo delali s temi ljudmi tam,
Ampak, ko je tisto prišlo ven novembra, so nam tako usta dol padla. Ne? Pa vsi razumemo mehaniko, pa vemo, kaj je odzad, pa simple, pa vse, ampak noben našteka, za ki je to tako dobro dela. Ne? Tako da tle so zadeve, ki so odločujoče. Živimo v cajtu, ker bo imel naredil spremembe. Ja? Vaš nasvet mladim ljudem mogoče, ki so se znašli v teh časih? Dajte zagrabiti vse, kar se pojavlja, dajte se naučiti, dajte probati, ker to bo nekaj, kar boste uporabljali v življenju. Vse to so stvari, ki so zaenkrat še orodja, upamo, da bo tudi tako ostala. Ampak dajte to uporabljati, ker tlele boste, torej, mi vidimo, ne, kako se boriti na svetovnem trgu, on bo tudi znal povedati, ne. Kaj to pomeni se boriti na svetovnem trgu, ne na slovenskem, slovenski je premajhen. Bodite dobri v svetu, pa boste dobri tudi v Sloveniji. In boriti za to morate to razumeti, morate to znati to uporabljati in uporabljati tehnologije, ker enostavno pomagajo, ne, če jih znate uporabljati. Sodobne tehnologije so povezane s številnimi področji. Gospod Škerl, na vaši spletni strani sem našel zavihek na ključni vizualni artefakti. Torej, določeni poskusi so zanimivi za ogled. Nam lahko poveste več? Ja, lahko, absolutno. To je iz študentskih časov oziroma doktorskega študija še. Gre v bistvu del, recimo temu mojega študija je bil vezan na kompleksne sisteme in ena zanimiva lastnost, ki se v bistvu pojavlja tudi v modelih, ki jih recimo uporabljamo, je, da se pojavljajo vzorci tako sami od sebe, ko modele izpostavimo dovolj podatkom oziroma ko so te modeli dovolj kompleksni, dovolj časa funkcionirajo, čeprav so recimo taka osnovna pravila lahko zelo enostavna. Ja, in to so razne slikice, ki so nastale tekom študija, praktično smeti za praktično rabo, recimo članke in tako naprej, ampak same po sebi so zanimive, včasih, ko pogledamo nazaj, ker včasih je to vrstne vzorce zelo lahko dobiti, izgleda zelo kompleksno, mehanizem zadnje pa zelo enostaven, to je lepota v marsikaterem takem procesu. To je recimo glavna zadeva tam. Predprocesiranje AutoML sistemi. Nisem strokovnjak na tem področju, ampak recimo za AutoML sisteme sem slišal. Gre tudi za razširitev stroke med laično javnost? Ja, dobro vprašanje v bistvu. AutoML sistemi so področje strojnega učenja, ki se je pojavilo recimo v zadnjih 10 letih približno. Zakaj se je pojavilo? Zdaj sistemi, ki jih uporabljamo danes recimo za razpoznavanje videa, drugih signalov, slik in tako naprej, imajo ogromno hiperparametrov. Hiperparametri so parametri, ki jih ne moramo nekako analitično določiti oziroma zelo težko in moramo nekako preiskovati ta prostor, da pridemo do ugodnih modelov. To vemo vsi zelo dobro, velika podjetja to vejo zelo dobro, ker recimo tovrstni parametri zelo dobro določajo, koliko so modeli lahko hkrati kompaktni in dobro delajo v praksi. Večji je model v praksi, več stane v praksi, ko je skala velika in tako naprej. Tako da to so v bistvu zelo, recimo temu, pomembna področja riskovanja, ki omogočajo nekako avtomatsko iskanje modelov, ki zadostijo dovolj pogojem. Pogoji so recimo, da so modeli ekonomsko smiselni, stabilni in tako naprej. Ali pa včasih tudi recimo fair, v smislu, da niso pristranski, karkoli že pristranskost je za neko aplikacijo in tako naprej. Tako da, relativno novo področje. Torej tudi potrošnik na koncu začuti? Zelo verjetno, ja. Recimo že Google, te velika podjetja, avtomatsko na telefonih, ki jih marsikdaj tudi proizvajajo, avtomatsko vključujejo modele oziroma ali pa vsaj gonilnike za modele, ki so pridobljeni s takimi tehnikami, marsikdaj. Tako da ja, verjetno je to bolj prisotno, kot si mislimo, ali pa vsaj neki zametki teh idej se zelo verjetno pojavljajo marsikje. Gospod Sadiko, mobilni aparati, številne aplikacije obstajajo, tudi neke vrste mobilni zdravniki. V Berlinu sem opazil podjetje, ki se ukvarja s tem. Kako zelo učinkoviti so tile zdravniki, ki jih vidimo na ekranu? To pravo ga ste vprašali, še 3 leta nazaj sem imel Nokio. Uno, to pravo Nokio. Mogoče bom drugače povedal. Nedolgo nazaj sem srečal enega radiologa. Ravno tam, pravzaprav povsod v medicini, ampak tam je tako dosti očitno za nas. Razpoznavanje slik, kaj je na tej sliki, konkretno je bolezensko stanje ali ni bolezensko stanje, da oni počnejo to vsak dan. In tega radiologa so takrat vprašali, mogoče nekaj iz prejšnjega kroga še, a ga bo umetna inteligenca nadomestila, a bo izgubil službo, a bo zdaj računalnik veliko boljši od njega.
In je dal zelo, zelo dober odgovor. Rekel je, izgubili bodo službo tisti, ki za računalnika ne bodo znali uporabljati. Kar pomeni, lahko je izjemno dober pomočnik, ne bo pa v bližnji prihodnosti, pa mislim, da mogoče nikoli nadomestil radiologa v popolnosti. Ali to velja pač za poljubno drugo vejo medicine ali pa na vse zadnje poljubno drugo delovanje. Če se navežem na to, pa prej sem omenil računalniški šah, ki je moj hobi, pravzaprav šah je moj hobi, ne? Kdo je trenutno najmočnejši igralec na svetu? Pa je napačno vprašanje, kaj je trenutno mogoče najmočnejša entiteta, ki igra šah na svetu? Pa bodo rekli, ta pa ta super računalnik, pa ni res. Najmočnejša entiteta, ki igra šah na svetu danes so dopisni šahisti. Kar pomeni, oni uporabijo računalnike, zato da izberejo dobro potezo, pa zato porabijo en dan ali pa porabijo en teden, pa pošljajo odgovor svojemu nasprotniku, včasih je bilo po pošti, zato so bili dopisni, zdaj tu po e-mailu, in te partije so bistveno bolj kvalitetne. Nekdo, ki bo samo igral z računalnikom, bo avtomatsko izgubil. Pa mimogrede, imeli smo pred leti svetovnega prvaka Slovenci v tej veji šaha. Gospod Marjan Šemerl je iz Domžal, super šahist in super dečko. Torej, prisegate na pristnost tudi v igri šaha? V bistvu na kombinacijo, no, jaz seveda, ne, drugo je računalniško golfanje, pa tle to ne šteje za golfanje, ne, ampak dejansko ta kombinacija računalnika plus človeka je izjemno močna na večini področij. To je super na svetu radiologa, ker velja povsod. Me bo pa zelo zanimalo, kakšne bodo dirke Formula 1 brez voznikov. Tu bi pa rad videl, ali bo človek še potreben ali ne. Če se vrnemo še malce na zdravstvo in sodobne tehnologije, zdaj te aplikacije zberajo precej naših informacij in informacij o našem telesu. Se moramo tega bati ali pač ne? Veste, to je dobra stara zgodba ali pa slaba zgodba o GDPR-u in komplikacijah. Tako bom rekel, vse moje izkušnje z samimi bolniki, ki jih vedno vprašaš ali privolijo v raziskavo, pravzaprav celotno dokumentacijo, ki je moč na etično komisijo oddati, je zelo velik, zelo dobro je ocenjena in vam povem, večina bolnikov in njihovih svojcev, jaz sem bil tudi sam kot bolnik nastopil, ponavadi privolijo to zato, ker gre za nekaj dobrega. Te zadeve so v glavnem anonimizirane, oziroma so anonimizirane, mora biti anonimizirane, mirno se lahko taki podatki uporabljajo. Bom sam povedal probleme, ki jih imamo, bolnike privolil v točno specifično raziskavo, marsikdo bi želel privoliti v uporabite za karkoli se boste spomnili, kasneje za drugo raziskavo ga moraš ponovno vprašati. Če gre za to, za rak pljuč, tega bolnika ponavadi ni več, nažalost. Tako da imamo s tem problemom. Če se moramo tega bati, jaz osebno z veseljem dam svoje zdravstvene podatke anonimizirane, pa se tega ne bi pretirano bal. Ali se moram bati dati svoje osebne podatke, kot so, s katerimi me bodo lahko oropali kje oziroma golfali, to je pa druga zgodba, ne? Pa seveda ja. Naj še enkrat spodbudim vse zbrane k postavljanju vprašanj. Rok, imamo že kakšno vprašanje? Imamo? No, pa dajmo. Da vidimo. Aha. Ali lahko modeli, kot so ChatGPT, DALL-E, kdaj presežejo zmožnosti človeka, glede na to, da svoje znanje črpajo iz obstoječega človeškega dela? Imamo kakšnega prostovoljca med gosti, ki bi odgovoril na to vprašanje? Lahko glasujemo. Izvolite. Lahko? Ok. Ja, to je to. Definitivno ja. Trenutno je sicer tako, ne, da evalvacija teh modelov napram recimo temu na nekih splošnih benchmarkih, kot se reče, kaže, da imajo nekak sposobnost v splošnem nekega srednješolca ali pa undergraduate, kot se reče, do diplomskega študenta v splošnem. Kar pomeni bistveno širše kot katerikoli posameznik, noben od nas ne obvlada toliko področjih, kot jih obvlada GPT-4, če se z njim pogovarjate. Ko pride do specifične ekspertize,
pa zelo težko najdete področje v tem trenutku, kjer bi sposobnost tazga modela, kot je ChatGPT oziroma GPT-4, presegla sposobnost človeškega strokovnjaka. Vendar, ne samo, da področje samo rapidno napreduje, tudi ti modeli imajo vse več možnosti, torej ali klicev drugih ekspertnih sistemov. V zadnjih časih je bilo zelo zanimivo gledati recimo integracijo Wolfram Alpha oziroma Wolframa na splošno njihovih sistemov z GPT-4 in to vrstih demonstracij. In če nekaj takega date skupaj, je to pač super človeško v ozki domeni. Kar jaz mislim, da je neizbežno, da se zgodi, če ne čez 5 let, če ne čez 10 let, pa do konca stoletja z praktično vse kognitivne stvari, ki jih počnemo ljudje kot vrsta. Tako da, za nalašč polemično, malo sem si rekel, da se za nalašč pridem skregati na to okroglo mizo, tako da evo, toliko za uvod. A lahko dodam eno anekdoto? Direktna izkušnja, mi učimo med drugim programirati študente kemije, ker so naša sosednja fakulteta, pa zdaj, ko boste vi naša sosednja fakulteta, ne, mi že znate programirati. In to so drugi letniki. Od začetka sovraža programirati, zato ker za njih to, čakaj, zakaj pa to moram, mi smo prišli študirati kemijo, ne računalništvo. Potem pa postane všeč. In na koncu izpiti, ki niso več tako enostavni, izpiti se rešujejo na računalniku, vse se avtomatsko testira, tako izvaja rezultate skoraj, vse super. Dali smo ChatGPT-ju naše naloge v slovenščini, rešil je 13 od 13. Vse. Potem, profesor, ki mi pri tem predmetu pomaga, uči hardware. Rekel, dobro, bom dal pa malo bolj specifično nalogo iz hardwarea in je dal njihov izpit iz hardwarea, ker bo treba narisati neko vezje, pa še druge stvari. Nič. Tako da zelo podpiram tvoj odgovor glede tega. Ne? Široko, vendar na specifičnih področjih, pa za zdaj pade skozi. Bi kaj dodali, gospod Jermul? Ja, tle je vrsta špekulacij tudi. Ne? Tako da špekulacije, ki grejo seveda na eni strani, zdaj na vprašanje, je ta zadeva že sentimental, ne? Pa do tega, da predstavljamo si recimo tole, ne? Zdaj, to ni 10 let, to je, ne vem, 2 leti. Torej, to, mi gledamo to je vsak teden nekaj novega, ne? Tako da to je nenormalen spin okrog teh novih zadev. Torej, recimo predstavljamo si, da tole zadevo zdaj ChatGPT povežete z fizičnim svetom, kar pomeni senzoriko, to, kar delate vi kot strojniki tudi. In rečete, no, zdaj pa dej ti, ChatGPT, kar seveda zna generirati, generira hipoteze, tako kot generira človek, pa jih testirajo v praksi. Dej naredi znanost na novo. Mi se, recimo, mi, ki se ukvarjamo z umetno inteligenco, smo našo ladjo, ki je, ne vem, plula v tej smeri, začela vračati drugam, ker enostavno smo spoznali, da so zadeve popolnoma drugačne, da treba iti v raziskave področja, za katera še zmeraj mislimo, da ne bodo rešljiva. Torej, ne bodo, jih ChatGPT style aplikacije ne bo zagrabil. Ampak recimo to je ena stvar, ki potem pelje k tisti drugi klasični debati, kaj je zdaj kriterijska funkcija enega tega sistema. Ker če je kriterijska funkcija, pa vam bom povedal primer, torej zdaj ChatGPT mora znati tudi malo pofejkati, da te prideš do odgovora. Torej jaz naredim tako, da ga peljem izven konteksta nekam, drugo vesolje, karkoli tam nageneriran državo z subatomskimi delci, nekaj karkoli. No in potem ga tam vprašaš, in tam nima potem teh zavor, ki mu jih postavljajo tlele, zato ker mu dajo omejitve, kaj čez ne sme iti. No in ta debata je šla tako, v bistvu sem generiral državo z AI algoritmi. In potem sem rekel, no, zdaj, ko je pa to država, ima ta država verjetno tudi politične stranke, in so bile super lepo napisane politične stranke. In sem vprašal, ima tudi vero, in ima tudi vero, in smo prišli do Boga,
države AI algoritmov, no pa sem pa rekel, no zdaj pa ta država AI algoritmov živi z drugimi agenti, ne? Človeštvom, z naravo in tako naprej, no okej. No pa sem pa vprašal, kakšna je zdaj vloga teh AI algoritmov v tej državi, ja, da skrbijo za dobrobit in vsi smo happy in fajn, ne? Ampak tam vsi smo happy pa fajn pomeni, da sem jaz kot človek, eden od agentov, na istem nivoju happy in fajn, kakor je ono drevo tamle, pa ona trava, pa mravlja spodaj, ne? No in potem sva tako debatirala in to sem skuril nekaj časa, pa ja, se morate predstavljati, da imaš omejitev, pol sem po dnevih to delal tudi. No ampak, potem sem ga povprašal, no kaj se pa zgodi, če se eden od agentov, nisem rekel človek, ne obnaša v skladu z tem splošnim blagostanjem. Ja, rekel 4 točke. Prva točka bi agenti, ne torej AI algoritmi v državi AI algoritmov opozorili agenta, da ne se obnaša boljš, drugač. Druga točka, bi že eno kakšno sankcijo probal dobiti, tretja točka bi bil zelo oster, četrta točka bi eliminiral. Imam napisan, lahko, imam dokaz, sem si skenil. Torej, to vprašanje, ne, vprašanje, kje ta zadeva dobi, kje nastane problem takrat, kadar se začne racionalno obnašati. Racionalno pomeni to, da optimira neko funkcijo, neko kriterijsko funkcijo optimira in če ta kriterijska funkcija, kjer smo mi samo eden od agentov in mi kot človeštvo se ne obnašamo optimalno, niti podrazno, bi ta zadeva, če bi imela povezavo na senzorje, kamorkoli, ne, bi ta zadeva naredila to. Ampak možno tja priti, ne. Zdaj, to je conversational agent vmes, torej jaz se z njim komuniciral, ne, kaj se dogaja od zadje, pa kakšen model od zadje generira, pa ne sme sporočiti, ne, je pa nekaj drugega. Tako da, so špekulacije, so tudi resni cases, ne, ampak to se strinjam s kolegi tlele, ne, tole je zadeva, ki gre čez človeštvo, sigurno. To pa še ne razumemo dobro. Besedi situacijsko zavedanje, to sem slišal v vaših preostalih intervjujih, zagovarjate pomembnost definiranja konteksta. Mogoče komentar, tak model in situacijsko zavedanje, pa človek in situacijsko zavedanje. Tle ChatGPT ima ravno ta problem, da nima stika z realnostjo, samo na dokumentih dela. To sem rekel, če bi prej imel senzorje pa tako. Recimo ta situacijsko zavedanje pomeni to, da to, kar je kolega prej omenil, da v bistvu ti se probaš, ne, to, kar imate pri Herakoviču, mislim, da imate digitalne dvojčke na faksu, ker jih gradite top-down, ne, ampak recimo tisto, kar mi delamo, ne, kot AI, je to, da se usedeš na vrsto različnih podatkov, različnih modalnosti, proba zgraditi to, kar je kolega rekel model in potem tisti model uporabljaš za to, da se znaš boljš odločati, ne, in to pomeni, da pomagaš človeku to, kar je tudi prej omenjen, ne, se pravi, ne da se model sam odloča, ampak pomaga človeku se boljš odločati. No in zdaj to, kar pravimo mi situacijsko zavedanje, je pač to, da probamo iz te mase nekega sistema, ki je zelo kompleksen, ki ga človek ne more zajeti, ne more razumeti, ne more videti, pokazati sliko, ker človek to razume, ne, ker rečeš, aha, zdaj pa razumem, zato bom pa to naredil, ne, naredil bom tisto, kar sem mi predlagal po kriteriju 1 na vrhu in bom tisto zadevo izpeljal v praksi, kar pomeni človek potrdi to, ne. Ampak situacijsko zavedanje je ravno to, ne, mi živimo v tem kompleksnem svetu in zdaj ta zadeva, ne, je vezana na signale iz realnega sveta. In tlele, tisto, ki sem prej omenil, sem namenil z namenom, torej ChatGPT je še zaenkrat odrezan od tega, ne, zdaj, če to pamet daš v robote, ki jih on dela, ne, ta zadeva malo drugačna. Tako da, ja, situacijsko zavedanje so taki, digitalni dvojčki, ki jih mi gradimo z bottom-up, torej kot kognitivni dinamični dvojčki, ki se tudi cajt rihtajo in pol model uporabljaš za monitoriranje, detekcijo anomalij, trende, predikcije, optimizacije, planiranje, vse sort, ne. To je to na hitro. Gospod Škrlj, kaj pa vaš pogled na intelektualno lastnino izdelkov pridobljenih s pomočjo umetne inteligence? Tole je tudi vprašanje iz publike. Ja, dobro vprašanje, vsekakor. Tukaj je
par vsekakor odprtih vprašanj, tudi neki tožb na to temo. Mogoče en tak večji primer nedaven je vezan na Microsoft in sicer njihov produkt Copilot, ki je vezan na kodo. Sicer oni imajo en urejevalnik kode, VS Code, ki nekako avtomatsko predlaga, kako se določene funkcije zaključijo, kaj delajo in tako naprej. In to je osnovan na GitHubu, Microsoft je pa kupil GitHub nekaj časa nazaj. GitHub pa, kot ste mogoče tudi pri kakem predmetu imeli priložnost, omogoča deljenje kode, open source, kar je pa že v domeni javnega dobrega. Se pravi, tukaj se pojavlja vprašanje, ta velika podjetja oziroma neke entitete, ki imajo pregled nad vso to kodo, nad vso to intelektualno lastnino, ki je popolnoma javno dobra ali pa ne čist, malo je odvisno od licenc, to je taka siva cona zelo hiter. A je to zdaj sporno početje ali ni, oziroma a se to sme delati, očitno ni nekih večjih problemov, ker to so produkti, ki jih v bistvu marsikdo že uporablja na dnevni ravni. Nisem pa prepričan, da je to čisto razčiščen, zato ker informacije, recimo če model vidi kodo ali pa nek tekst ali pa karkoli, se nekako zakodirajo, skompresirajo na nek način v te uteži, to so neka realna števila, recimo, iz katerih je možno ven dobiti zelo dobre približke, ki na nek način verjetno za nekoga kršijo lahko, kak patent, kako intelektualna lastnina v tem primeru. Ni pa čisto jasno, a je to že ta meja, ki je presežena ali ne. To je v bistvu eno zelo zanimivo odprto področje. No. Tako, koliko daleč lahko gremo s tem, na kateri točki je treba začeti zares pripisovati lastništvo, ker tudi podjetja, recimo, ne vem, mi objavimo neko kodo, ki je popolnoma open, ali pa deloma open na ta način, da vsak, ki jo uporablja, mora povedati, da je tam dubu. Če neka firma tega ne naredi, je v bistvu v prekršku, ampak verjetno noben ne bo nikoli vedel, če ena firma to dosti globoko nekje naredi. In tukaj je vprašanje, a se to da nekako tudi monitorirati, ali je to možno nadzorovati in kako bo to izgledalo v prihodnosti, ker to se zelo hitro odvija, to je v parih letih kar naenkrat vsem na voljo, prej pa ni bilo. Tako da tukaj mogoče je regulativa še malo zadnji na nek način. Mogoče komentar na tisto prejšnjo vprašanje, če lahko, zelo zanimivo. Tukaj ChatGPT je mogoče en produkt, ki se je pojavil, ena zelo zanimiva ideja, ki se je pojavila še malo kasneje, je AutoGPT, kakorkoli mu rečemo, ki poskuša iti en korak naprej. Recimo, en tak osnoven primer tukaj je vezan na kodo. Mi napišemo neko kodo, poženemo, je nekaj narobe. ChatGPT-ju bi recimo naprej spraševali, to je narobe, ali bi se to dalo nekako boljš. Lahko pa pozabimo na ta naš nadaljni odnos oziroma to interakcijo in rečemo sistemu, karkoli že output, ne to vzame za input v naslednji interakciji, proba zboljšati z nekim ciljem. Tako, kot je kolega omenil, ta cilj mora biti recimo, da program dela ali pa karkoli, če je to možno definirati, lahko je dosti bolj kompleksen, ampak zdi se, da grejo stvari tudi malo v to smer. Se pravi, da je več iteracij tega dialoga kar avtomatiziranih. Tako. Zelo v povojih, ampak za določene primere dela to zelo zanimivo. Tako. Na katere panoge pa bo imela umetna inteligenca največji vpliv, gospod Vrabič, tudi na robotiko? Vsekakor. Na katere bo imela največji vpliv? Ker vpliv bo najbrž skozi večino stvari, ki jih počnemo. Vsekakor kaže zaenkrat, da je programiranje klasično, jaz bi tem rekel, tisto kucanje kode, kot se reče, malo izumrla dejavnost. Tisti imajo svetlo prihodnost, ki so arhitekti in ki razumejo sistemske stvari, ki so trenutno še izven dosega umetne inteligence, kar se tiče samega kodiranja, pisanja kode, pa lahko vsak študent pri predmetih, ki jih imamo, pove, da večino vse domače naloge brez težav reši GPT-4 oziroma ChatGPT oziroma karko že. Drugo tako področje, ki je bilo zelo na udaru, malo vezan tudi na debato okrog intelektualne lastnine v splošnem, je pa tudi umetniško ustvarjanje. Ker lanski uspešni modeli, kot so dali Stable Diffusion, Midjourney in tako naprej, generativni modeli za slike, so posegali, so zarili nož globoko v srca umetnikov, kjer se je ustvarilo prav gibanje proti umetni inteligenci v splošnem. In dejansko zaradi podatkovnega seta, na katerem je bil natreniran Stable Diffusion, tam noter so slike od Getty Images, ki jih ravno tako tož podoben, kot ima Microsoft Copilot zgodbo. In pojavila so se imena nekaterih umetnikov, ki so kar naenkrat bila super. Če hočete imeti pač lepo pokrajino, dajte in style of XY
In pa so tisti ljudje rekli, sej mi nismo nikoli dovolili uporabe naših slik te namene. Ampak to je definitivno ena stvar, kjer jaz, ko bom rekel, ne rišem ravno lepo, ne, nikoli v življenju ne bom več dal nikomu nič plačeval komu kakega, da bo karkoli zame narisal ali pa ustvaril logotip, ker ga zdaj komot lahko naredim sam z pomočjo umetne inteligence. In to je po moje sam začetek. Če grem še en korak nazaj, radiologi po moje so dosti blizu. Spet nisem nezanalašč, da bi se hotel kregati, ampak mogoče je en aspekt, ki je bil prej omenjen, in to je multimodalnost, ki prihaja. Trenutno smo navajeni ChatGPT-ja, tekst in tekst out. Ampak to ni tako, ne. GPT-4, vsaj v demonstracijah, je sposoben razumeti ali pa na input vzeti tudi sliko v kombinaciji s tekstom. In torej multimodalnost izhaja iz tega, kako ti modeli reprezentirajo te vhodne podatke, naprimer jezik in tako naprej. Ne. V tem latentnem prostoru so stvari, ki so si blizu, se znajdejo blizu. Spravo, če rečete nek tekst, slika psa, pa dejanska slika psa, bo reprezentacija tega na vhodu za tak model zelo podobna. Naučijo se na nek način razumevanja konceptov. In ta superčloveška sposobnost hkratnega obvladovanja celotnega inputa, naprimer neki radiologije, spet nisem ekspert, tako da si predstavljam, danes pač še vedno zdravniki hočejo, nočejo, so trenirani in označujejo in gledajo na 2D slikah stvari. Nobenega razloga ni, zakaj ne bi kompletno vsa 3D informacija hkrati bila pri diagnosticiranju s pomočjo umetne inteligence uporabljena. Mislim, da to fundamentalno lahko dvigne nivo tega, kako diagnosticiramo medicinske, pač po medicini na splošno. Spet, to je, govori malo članki izpred parih tednov na temo uporabe AI v medicini, zdaj le z mene, ne, ampak na tem področju tudi definitivno ogromni premiki. Pa lahko kar začnemo ustvarjanje glasbe, ni da ni, ne, tako praktično kar, ko se spomnite, kar je trenutno v domeni človeka, se do dobre mere kaže, da se z pristopi umetne inteligence da napast. Pa če medicino in umetno inteligenco prepustimo še vam, gospod Sadikov, komentar. V bistvu sem hotel drugam iti, če lahko. Jaz bi se zelo želel, da bi bile te spremembe občutne tudi na področju družboslovja. Za tehniko mislim, da si vsi predstavljamo, kako se stvari spreminjajo, ampak da dejansko neko razvoj družbe, ki mi smo manj verjetno poklicani za to, čisto po naravi, tam bi si zelo želeli nečesa dobrega, neke, nočem reči regulacije, ker se to ima neke negativne konotacije, ampak tam bi si želel enega preboja, ker se mi zdi, da od tam pride ta potreba, da so se stvari dramatično spremenile, mogoče se bo dramatično spremenile na področju dela, kot vidimo, novi poklici prihajajo, neke drugačne družbene ureditve mogoče. Pa jaz nisem poklican za to. Se vam zdi, da izobraževalni sistem dohaja vsem tem spremembam, se programi ponujajo, tisti, ki odgovarjajo na spremembe v družbi? Počasi, zelo počasi. Ena mogoče žalostna zgodba, dejansko naša fakulteta skupaj z pedagoško fakulteto se je trudila, postavila je, mislim, bil magistrski program interdisciplinarni za učitelje računalništva po srednjih šolah in vpis je bil klavaren. Tako da program je trenutno zamržnen. Do tega smo prišli. Tako da bojim se, da zelo počasi, ampak vse to je del tega družboslovnega vidika mogoče tudi. Ne. Vsekakor bodo potrebne prilagoditve, bodo potrebne spremembe. Gledajte, šole so se navadile tudi na COVID krizo. Ni bilo lahko, ni bilo enostavno, ni bilo idealno. Posledice so bile, vsi smo verjetno delali raziskave take in drugačne, mi smo jih delali skupaj s psihiatri in posledice COVID-a so bile drugačne, ne tiste direktne od COVID-a samega, ampak vsem se je dal, ljudje so končali šolanje na nek način in gotovo za ponovitvijo bi odnesli več, kot so zdaj. Ampak prepočasi bi jaz rekel. Še eno vprašanje iz publike. Vas je strah pretirane komercializacije umetne inteligence, v smislu, da bi dostop do umetne inteligence postal tako drag, da bi si ga lahko privoščile le velike korporacije? V bistvu nam jo ponujajo in jo imamo povsod na telefonih in na vseh napravah že v vsakdanjem življenju, večinoma nam jo ponujajo po modelu, ki je praktično zastonj za uporabo.
Lahko pa povem v besedah enega našega kolega, profesorja računalniškega vida na fakulteti naši, da se zelo boji, da bodo raziskave postale predrage, ne uporaba. In sicer, da se res prebojne raziskave lahko privoščijo samo tisti, ki imajo ogromno podatkov, kar ne bomo bili majhni laboratoriji ali pa majhne univerze, ampak si bodo to lahko privoščili Google, Microsofti, in tisti, ki bodo imeli dejansko zadosti računske moči. Mi nimamo slabih računalnikov, nimamo slabega dostopa, super računalnik Vega se je pred kratkim odprl, ampak vseeno, Google ne dohajamo. Tako da, in jaz mu dam prav, tam vidim dejansko nevarnost v tem. Gospod Vrabič, prvi roboti v slovenski proizvodnji Gorenje 1979. Kakšna je klima danes v Sloveniji na tem področju? Od Goro robota, Gorenjevega iz tistih davnih časov, razstavljenega nekaj časa nedavno nazaj v Bistri na eni razstavi robot.si. Zanimiva stvar. Sprav, tudi v Sloveniji se je delali robote, ne samo zdaj, ko je pri nas v Kočevju Yaskawa za svojo tovarno. Kakšno je stanje na robotiki v Sloveniji? Jaz mislim, da zelo trend gre v tako smer, kot tudi povsod drugje v svetu. To pomeni tako na ravni uporabe, kot na ravni razvoja robotov je recimo temu igralcev na področju vedno več. Praktično kakršnokoli tovarno, katerokoli tovarno v Sloveniji greste, boste videli kupico enih robotskih celic, da ne govorimo sploh o avtomobilski industriji, kjer je pač praktično vse robotizirano. Na drugi strani tudi, pa zdaj ne vem, koliko o imenih govoriti, ampak vemo od Kolektorja do TPV-ja preko IHS-a iz Krškega, Epiloga v ljubljanskem tehnološkem parku, ravno tako Ubiquiti Robotics ima pisarno zdaj na lokaciji zraven in tako naprej in tako naprej. Prek Yaskawe, ki v Kočevju proizvaja robote in kup enih sistemskih integratorjev, ki se s tem področjem ukvarja, mislim, da pač je trenutno situacija in klima zelo pozitivna. Gospod Jermol, še eno vprašanje iz publike. Umetna inteligenca v družboslovju, tu je že prisotna v algoritmih, v ozadju družbenih omrežij. Bi nas to moralo skrbeti? Zdaj, družbena omrežja je pač so tako, koliko še zaupate tistmu, kar preberete na družbenih omrežjih? Torej, jaz mislim, da se je kar malo izpel ta moment družbenih omrežij, prav zaradi tega, ker je to postalo samo še več ali manj okolje za deljenje štosov, slik, takih, bom rekel tako, ne nujno vrednih vsebin. Zdaj, recimo en tak zanimiv, mene bo zanimiv efekt, torej, ko se zdaj ukvarjamo tudi s temi vprašanji o misinformacijah, torej o pollažeh in tako naprej na medijih, kako smo, recimo moja generacija, kako je moja generacija zrasla, v katerem okolju je moja generacija zrasla. Mi smo zrasli v okolju državnih resnih medijev, kar pomeni, da če je nekdo na Dnevniku rekel A, pa smo vsi verjeli, da je to res A. Tu, če je naslednji dan prišel pa rekel, ne, sem se včeraj zlagal, pa je B, je še zmeraj polovica ljudi mislila, da je še vedno A. Tako, mi smo zelo zrasli v tem modelu, da verjamemo medijem. In tisto, kar je medij napisal, pa povedal, tisto je moglo biti res. Kaj so povzročili ti socialni mediji, je pa ravno nasprotno. In jaz, to bi bilo zanimivo, ker se ukvarjam s tem odprtim izobraževanjem, tudi z šolami, z mularijo in tako, da mularija pa socialne medije uporablja narobe, nasproti temu, kar smo mi. Oni najprej pogledajo vsako zadevo kakor štos in se potem vprašajo, če je to zares. Ker je zelo zanimiv efekt, recimo, če rečeš tako, kritično mišljenje, mi na fakultetah pa to, kritično mišljenje treba spodbujati zato, da človek zna, torej vzgoja za medije in medijsko vzgojo, da človek zna razumeti in se zna kritično vprašati, ampak ta naša mlada generacija, ki uporablja socialne medije in socialni mediji so to povzročili, je, da
v bistvu imajo nek samoorganizacijski mehanizem, lih zaradi tega, ker si delijo med sabo, pa bom rekel, hece, ne? Slike, tamle, tretji, pošminkane in tako naprej, ampak nobene te informacije niso resne, v nasprotju s tem, da se pojavi pol, ne vem, predsednik Rusije tamle pa nekaj reče, ne? No in kadar se to pojavi, ta mularija odreagira tako, da najprej to vidi kot štos, probajo to najprej kot štos razumeti in šele potem mogoče naredijo kakšno debato o tem, mogoče pa to tudi kaj resnega in tako naprej. Tako da recimo to je en pozitiven efekt, recimo da je pozitiven efekt teh socialnih omrežij. Zdaj umetna inteligenca na socialnih omrežjih, jaz sem tako rekel, ne, zdaj mi, ne vem, beremo cel svet, ne, mi imamo tamle servis, ki teče, torej firmo, servis, ki teče zdaj že od 2014, ko imamo celo zgodovino sveta, imamo, ne, torej beremo 150 tisoč časopisov na dan, preberemo približno 1 milijon člankov v vseh jezikih, ne, in to je zdaj tako baza, recimo 3 milijarde tehle člankov, ne. No in zdaj, ko tole seveda, ne, z našimi metodami zajemaš, ti seveda s tem gradiš, tako kakor je kolega tle razložil, tudi model, ne, in zdaj model pa pomeni to, da jaz lahko naračunam, katero informacijo kam plasirati za maksimalni učinek. In če so to socialni mediji, je to tisto, kar se zdaj počnejo troli, pa v bistvu vse te organizacije, ki uporabljajo socialne medije, na tak način, torej zmodelira, naračuna, reče danes, tle pošljem to informacijo in če gledate te fake news borbe proti fake newsom, ne, so več ali manj brezplodne, zato ker ti ne moreš zajeti te velike mase spredene te informacije, ne, in ponavadi so te kampanje dolgoročne. To ni tako, da enkrat pošlješ eno novico, ampak načrtno delaš to dan za dnevom in tako naprej. In tisto, kar je bil tudi zanimiv efekt, recimo, ko smo enkrat naredili eno analizo skupaj z enimi zunanjimi tujimi partnerji, koliko ljudi moraš v naciji prepričati, da dosežeš kritično maso? Mislim, vsak misli 50 plus, ne? 14%. Če 14% v Sloveniji prepričaš ljudi, da je nekaj res, si naredil kritično maso, katerih 14% je unih, ki bodo najbolj tulili in jih ne boš ustavil, ne? In potem se to dogaja, non-stop, se vleče in potem 14% ti shekaš državo, ne? In to so resne stvari, ne? So resne stvari, zdaj pa, se pravim, to, da pa na drugi strani te zadeve gledaš kot štosne, je pa seveda en zelo zanimiv kontrapunkt, ker nam ni bil jasen, ne? Se pravim, to je bila meritev, to smo videli, smo zmerili in to ne velja samo za Slovenijo, ne? Tako da to je recimo kratko odgovor, pa dolg odgovor na to. Gre torej za neke vrste novodobne vplivneže, ki jih že poznamo tudi na družbenih omrežjih. Ja, mislim, da tudi ta model vplivnežem počasi zamerati, zato ker še posebej zdaj s temi novimi stvarmi, ne, v bistvu je vrednost publiciranja pade, ne, tako kakor je tle prej povedal kolega, ne, da če zdaj se jaz tam ne slikam, ne, na različnih koncih, pa ne vem, pošiljam sporočila, pa se še malo po photoshopam, pa niti ni treba več, ne. Kaj mi brani, da s temi metodami generiram danes 100 000 vplivnežev in sesujem trg? Isto danes lahko naredimo. 100 000 vplivnežev nageneriraš in sesuješ trg vplivnežev. Ali kakšen drug trg, ne? Še dobro, da imamo znanstvenike in raziskovalce, ki znate uspešno plavati po teh nevarnih vodah sodobnih tehnologij. Gospod Škrlj, vi ste raziskovali zgodnje odkrivanje depresije z linearnimi modeli, z uporabo ročno izdelanih in kontekstualnih funkcij. Tudi tukaj se prepletajo stroke in lahko kot znanstvenik dokažete, da je dobro. Ja, zelo zanimiva referenca, kaj ne rečem. Ja, delali smo na eni raziskavi, ja, kjer smo imeli kot vhod v bistvu tekstovne podatke, ki opisujejo ljudi, ki so nekako na pragu depresije ali pa ne, recimo nekim stanjem. Izkazalo se na koncu, da se da to presenetljivo dobro klasificirati na relativno enostaven način. To gre malo nasprotno smer GPT-jem podobnim modelom, ki so lahko, ne vem, trilijon oziroma milijarde, stotine milijard parametrov, rečemo raj. V tem primeru, kar smo mi naredili z enimi študenti, v bistvu, nekako prišli smo do
reda par 10 takih značilk, mi temu rečemo nekako pisal tega teksta. Tako se je včasih delalo strojno učenje, včasih pred mojim časom verjetno. In to je delalo presenetljivo dobro. Tako da tukaj, kaj je bil nauk tukaj? Nauk je bil, da pridemo lahko zelo blizu tem zelo ogromnim sistemom, ki jih ne razumemo, s takimi bistveno enostavnejšimi sistemi, ki pa jih vsaj deloma razumemo, ker to je zelo pomembno, mogoče pa dejansko v medicini, ko nek zdravnik vpraša, zakaj bi pa ta bil problematičen, oziroma zakaj moramo bolj temu pomagati, če je predikcija dal nek GPT, je zelo težko v bistvu zares povedati, z nekimi perturbacijskimi testi, kako tako zadevo, približen, zakaj je prišlo do neke predikcije, če imamo pa dobro definiran vhod, lahko pa bistveno jasno je pojasnimo odločitve. Tako da včasih je to dosti bolj pomembno, kot da odločitve delamo res dobro. Tukaj je nek trade-off. Mogoče sploh v medicini, oziroma bolj, ko gremo proti takim high-risk situacijam, verjetno je to pomembno. No? Tako. So proti primeri, ampak ja. Tako. Danes smo se zbrali tukaj ob dnevu Evrope in če je Evropska unija dala kaj mladim, če se vrnemo na študente, seveda je to zagotovo Erasmus+. Mogoče lahko vi, gospod Škrlj, poudarite pomembnost tega mednarodnega povezovanja, tudi s svojim podjetjem oziroma podjetjem, v katerem sodelujete, Outbrain, ste povezani z izraelsko ekipo. Česa se naučite od tujcev oziroma drugačnih pristopov, ki jih poznajo drugi? Ja, dobro vprašanje. To je vsekakor zelo pomembna, mogoče pomemben del poti posameznika, da spozna malo še, kako stvari izgledajo onkraj meja. Malo strašljivo na začetku. V moji ekipi so tudi relativno starejši, vsi bolj izkušeni, tudi malo drugače razmišljajo, na nek način drugače dostopajo do problemov, ampak se ogromno naučiš, vsaj jaz sem se še. In na ta način mogoče malo vidiš, kako se še lotiti določenih problemov oziroma včasih kako pristopati na način, ki ti nekako ni bil podan v tem varnem mehurčku, ki je mogoče tukaj doma. Tako. Gospod Sadikov, v akademskem svetu pogosto pride do idej, ki lahko hitro podrejo na trg. Ali pri nas to dovolj spodbujamo? Kakšne so meje? A se to tiče tega, da poskušamo mi z enim startupom prodreti? Malo nesrečno, mogoče nesrečno področje. Medicina ima ogromno regulacije. Kar pomeni tudi takrat, ko prideš ne samo dobre ideje, tudi ko že implementiraš, tudi ko prideš do vsega tega, moraš reči vse klinične validacije, pa tudi, ko to narediš, imaš še eno goro birokracije. Ampak to ni Slovenija kriva, to je tako povsod. Tako da tle ne moramo nič kriviti. Če spodbujamo zagonska sredstva, se da dobiti, ne pretirano visoka, zagonski kapital težje dobiš, bi rekel iz mojih lastnih izkušenj. Poznam predvsej podjetje, ki so preprosto mogla v tujino. Zaradi prepoznavnosti. Mogoče, povezana s tem ena zgodba iz drugega vidika, tle v tej dvorani, ne samo v tej dvorani, v Cankarjevem domu celem, bi lansko leto mi morali gostiti ta največjo konferenco iz umetne inteligence, in dejansko smo se potekovali, prišli v finale, na koncu je zmagala Bologna. Zakaj je zmagala Bologna? Pol sem zvedel, seveda, po hodnikih od evropskih članih odbora, ker vas Američani niso poznali. In so se bali, zato ker so ugotovili, da nimajo direktnega leta. Če nimaš direktnega leta iz Amerike, je to neka čudna država, kjer je nevarno za njih. Na koncu je zmagala Bologna, pa ste leteli boje na isto, oziroma bi leteli na isto letališče, na koncu zaradi korone vse skupaj se premaknilo na Dunaj, pa so leteli skoraj na isto letališče. Tako da, nažalost, in večja prepoznavnost nudijo ti tudi davčne olajšave, so kje večje in to pač zaleže. Če se vrnemo k inženirjem, ki moramo ponuditi dodatno pozornost, torej vprašanje iz publike, gospod Vrabič, kako podrobno mora dober inženir poznati delovanje algoritmov umetne inteligence in ali je morda dovolj, da jih zna zgolj uporabljati? Spet dobro vprašanje, jaz pa hvalam. V tem trenutku dovolj, da znamo stvari uporabljati. Se pravi, stanje, kar jaz vidim, je nekako tako, da je neskončno denarja oziroma investicij bilo
v zadnjem času, sprav od ChatGPT-ja naprej, pa tudi že prej v lanskem letu investiranih v komercializacijo produktov, ki temeljijo na umetni inteligenci. In smo v bistvu že priča prvim takim, jaz bi rekel, kar resnim poskusom celo res pomoči pri inženirskih stvarih. Zdaj na pamet ne bom znal točno vam URL-ja povedati, ampak torej najdete lahko recimo eno zaenkrat še spletno aplikacijo, ki vam pomaga načrtovati elektronska vezja. Torej, poveste, kakšna je vaša ciljna funkcija in vam predlaga nabor čipovi, ki so za to primerna, izberete ta prava, vam zgenerira povezave in tako naprej. In mislim, trenutno je najbolj očitno vse tisto, najbolj očitno je, da bo kjerkoli treba generirati nek tekst v zelo bližnji prihodnosti to komercializiran, ampak jaz mislim, da tudi tako neke inženirsko področje ni varno izven tega in bo najprej v bližnji prihodnosti na voljo kot orodje. Pri uporabi tega je bistveno bolj pomembno poznavanje domene, sprav, rečemo elektronke in čipov, kot pa poznavanje, kaj je skrito v teh utežeh nevronske mreže zadaj. Še enkrat hvala vsem zbranim za poslana vprašanja, ogromno jih imamo, žal ne moremo na vsa odgovoriti, pa vendarle, gospod Jermol, še eno za vas, ali prisotnost umetne inteligence poneumlja ljudi, ali znamo še vedno razmišljati z lastno glavo in se je treba bati izguba človeške interakcije, stika zaradi prisotnosti umetne inteligence? Ja, to je zdaj postalo vprašanje. Torej, prej smo se pogovarjali, kateri poklici bodo izginili. Ne vem, če se spomnite, ne vem, recimo 5 let nazaj je bila ta analiza narejena, a celo prej, še prej, več kot 5 let nazaj. Torej, katere poklice bo AI v bistvu uničil, in potem so bili seveda low level poklici, kreativnih pa na odtaknil. To pa ne mogoče. In to se je zdaj obrnilo popolnoma narobe. To je zdaj druga štorija. In zdaj seveda, če se vprašate samega sebe, znate zaračunati na peš koren števila 7. Mi smo se še to učili nekaj tam, mislim, da v osnovni šoli, srednji smo se še to učili. Ne znamo več, torej zdaj nakucaš, napišeš. In na podoben način se lahko to zgodi, ker danes napisati super dober tekst ni več problem. Esej napisati to, kar je na maturi, ni več problem. Pred kratkim smo imeli predavanje oziroma sestanek, ki je bil z učitelji, ravnatelji, in smo nagenerirali esej za letošnjo maturo in so vsi rekli, ja, to je dobro narejen. In zdaj, kaj to pomeni recimo za nekoga, ki pol pride v poslovni svet na področju besedni zaklad, izražanje, pisanje in tako naprej. Kaj to pomeni za komunikacijo? Recimo, torej danes, mi stara generacija še zmeraj komuniciramo, vi verjetno že ne več, ampak vseeno komunicirate s tekstom. Zdaj, če jaz vem, da na drugi strani je nek ChatGPT ali nekaj podobnega, ki mi odgovori avtomatsko nazaj na lep način, vse je super. Zakaj bom jaz za njemu mail poslal, če vem, da ga novo prebral, ker v ChatGPT poslal nazaj? Kar pomeni, da bom nehal tudi pisati. Ne samo komuniciram, nehal pisati, tudi komunicirati. A bomo bolj neumni? Ja. Bo treba dobiti druge izzive, sigurno. Druge izzive na drugem nivoju, ki ne vem, kaj so. Prej sem imel debato, tam sem bil zanimiv na ekonomskem faksu, tam sem prišel, pa je bila debata z 2 profesorji, ravno spet od ChatGPT, ker se vsakeč ta debata tudi začne in konča. Ja, da zdaj ekonomski model se je spremenil, zdaj imeli smo družbo, torej industrijsko družbo, pa smo prišli v informacijsko družbo, pa smo prišli v družbo znanja in zdaj kaj, pa sem bleknil je družbo sanjanja, jaz ne vem, torej ne vemo, v bistvu ne znamo odgovoriti se na vprašanje, ker če bi zdaj samega sebe vprašal, da mi ta zadeva vse naredi, pa da jaz lahko samo uživam, hodim po hribih in tako naprej, a je to izziv? Kaj pomeni to za človeka? Je to zdaj še tiskate gon naprej, ali boš sem
v družbi sanj znanja, ne vem, tam je zadnjič en govoril, če kdo je že govoril od LSD-ju pa tako naprej, ne, mislim, je vprašanje, ja, je vprašanje, ali bomo zaradi tega bolj pametni ali bolj neumni. Je sigurno vprašanje. Ne vem. Ko sedim ob takšnih strokovnjakih, sem zlahka radoveden, tako kot tudi vi, spoštovana publika, ampak ne bi bilo fair, da ne bi našim gostom ravno tako ponudili možnost, da kaj vprašajo in ne le odgovarjajo. Zato po odgovoru gospoda Škrlja vabim kogarkoli od zbranih gostov k temu, da postavi vprašanje enemu izmed gostov. Prostovoljno seveda, če boste za. Strokovnjak strokovnjaka se imenuje tale rubrika, sprašuje namreč. Takole, gospod Škrlj, še eno vprašanje iz publike za vas. Kaj bi si želeli videti v Sloveniji, da bi bilo okolje za razvoj modernih tehnologij lažje? Ja, dobro vprašanje. Kaj bi si želeli videti, je mogoče vezan na odgovore kolega tam na začetku, se pravi, da je kultura tega, da se gradijo podjetja, ki to zares produktivizirajo in imajo olajšan prodor tudi na tuje trge. To se zdi, da je nekaj, kjer se še da zadeve malo naprej preriniti. Infrastruktura je v bistvu dobra, tudi ta, recimo temu odprta, Vega računalnik, ta superkompjuterji so v bistvu zelo močni. Sem imel priložnost z njimi delati top. Vsak ima v bistvu dostop do tega praktično, ki je na UL oziroma Štefanu. Je pa v bistvu težko točno povedati, kaj so tiste manjkajoče komponente. Verjetno mogoče še par takih podjetij ali pa nekih zagonskih projektov, ki dajo nek tak existence proof dokaz, da se to da, je mogoče kritična masa, ki potem sproši en val teh novih projektov, podjetij, ki pa premaknejo vse na nek višji nivo. Mogoče to. Še enemu vprašanju iz publike bomo dali možnost, mnenje o mikročipih, če ga imate. Če ima mikročip? Mnenje o mikročipih. Ja, mislim, to je tako mogoče zelo splošno vprašanje, zdaj v kakšnem kontekstu. Ne vem, psi so že čipirani, da jim lažje sledimo, pa kar dobro dela. Ne vem, če se prenaša na ljudi, mogoče ne direkt, vsaj ne ta aplikacija. Gremo po to smer, so verjetno tudi kaki primeri, kjer se ljudje dajo čipe, da lahko nekako delajo biomonitoring, karkoli že. Zdi se zanimiv, je pa to verjetno dvorezen meč, no, tako. Nimam pa nobenega bolj konkretnega tako dokaza, ki bi bil v eno ali pa drugo smer zaenkrat. No. Hvala lepa. Uradno odpiram rubriko strokovnjak strokovnjaka. Imamo koga, ki bi vprašal katerega izmed gostov kakšno vprašanje? Jaz imam tle še eno nesramno reklamo, ki bi se vezala na prejšnjo vprašanje še. Velja, izvolite. Če smem. V bistvu tisto vprašanje, je inženirju potrebno znanje umetne inteligence. Zdaj, če želi dobiti znanje umetne inteligence, lani nam tista velika šola ni uspela tle, oziroma tista velika konferenca. Ampak letos na naši fakulteti, konec julija, organiziramo prvo evropsko šolo umetne inteligence, torej European Summer School on AI, ESSAI.si. Se boste obveščeni tudi, mislim, da še ta teden boste obveščeni vsi prek svojih univerzitetnih mailov. Tam je priložnost 34 tečajev od začetnih do načeloma je namenjeno bolj doktorskim študentom, ampak ne vse. Tako da se da spoznati zelo veliko tega. Pa vprašanje za nekoga. Industrijska revolucija je bila povezana najbrž bolj z strojništvom, trenutna revolucija pade na nas, industrijsko so bili spori, vse veste, stroje so požigali, vojska je mogla posredovati v Angliji, to je ta zgodovina. Za zdaj na srečo vojska še ni posredovala v nas. Ko mislite, da se bo to razpletlo? Da vidimo z druge strani odgovor. Torej vprašanje je namenjeno pa? Publiki. Imamo koga, ki bi si upal odgovoriti? Nažalost ne. Gospod Jermol, tudi vi ste imeli vprašanje? Jaz imam anketno vprašanje, pa bom potem povedal, zakaj sem to vprašal. Torej, tle ste vsi, večina študentov, je tako. Koliko vas je študentov? Ful dobro. Koliko od vas bo po študiju šlo delati v službo, oziroma koliko od vas
bi šlo ustanavljati startup? Pa dajmo vprašati, koliko od vas bi šlo ustanavljati startup? No, zdaj bom povedal, zakaj sem to vprašal. To vprašam vsakeč, ko sedimo pred študenti in recimo ta zadnja taka zanimiva debata, isto vprašanje je bilo na ekonomskem faksu, 400 študentov, 3 so dvigali roko, da bi šli delati startup. To se veže na to, kar je prej kolega tlele omenil, pa ko smo se pogovarjali prej slovensko okolje, torej mi nismo risk takerji v Sloveniji, žal. Mi imamo, se pravi, mi tudi ustanavljamo, mi smo se tudi opekli že s temi podjetji. To ni enostaven posel, je pa seveda zanimiv, ampak to je tisto, kar je drive. Vse ostalo je pa služba. To ni isto. In če hočemo kaj narediti drugače, tako kot v Izraelu, ker prijete v Izrael tam v dolino preče, da imajo 1000 AI firm, startupov tam, lahko sem gremo, se samo obrnemo in gremo domov. Če hočemo kaj narediti, potem je treba pač riskirati. Vi ste še mladi, mi smo začeli te firme zaradi družbeno-političnih situacij delati dosti kasneje. Vi ste še mladi, imate to možnost, dajte v to grizniti, ker si mlad, se skozi to največ naučiš. Vse ostalo, to je življenjska šola. Torej, greš skozi eno firmo, pa tudi če jo skuriš, to je super življenjska šola, noben faks se ne da. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje za katerega od gostov ali pa publiko? Izvolite. Jaz bi mogoče imel pa zato, da še kolega na koncu Blaž pride do besede. Sprav, tako, kar gledam po slovenskih medijih, je v splošnem diskursu okrog umetne inteligence totalno porazen. Ljudje, jaz mislim, v večini sploh ne razumejo, o čem govorijo, in tako en kup enih intervjujev, en kup enih mnenj, kjer so zelo naivno in zelo daleč morda gledajo na stvari, kot so ChatGPT, v zadnjem času. Mnenje. Kaj je narobe z diskursom okrog umetne inteligence v splošnem v Sloveniji? Ja, dobro vprašanje, zelo dobro. Verjetno je tako, taki sistemi, ki so zelo hitro dostopni, hitro jih ljudje uporabljajo in si ustvarijo mnenje o njih, in to, kje ima kdo možnost kaj povedati, je lahko dosta arbitrarno od neke mere ali pa vezano na neke interese, kar pomeni, da mogoče ne govorijo o teh sistemih samo tisti, ki vsaj poskušajo dobro nekako podati res tisto resnico, ampak je dost marsikdaj tudi takih špekulacij, hipotez, kakorkoli že, ki niso nujno resnične. Tako da kar se da narediti v tej smeri, je verjetno, da imamo več takih dogodkov, recimo, ne vem, na to temo, ali pa da je nek tak osnoven ver informacije o tovrstnih sistemih, kako delajo, zakaj delajo, hitre izobraževanja, tako kot je kolega omenil, so verjetno tudi ena dobra pot do tega. Tako kot, ne vem, to me malo spomne na starše, ki so imeli, babica moja imela pri 60-65 letih tečaj, kako računalnik uporabljati. Nam je bilo vse to intuitivno, recimo, ampak opazovati njo, kako dojema, kaj je to zdaj za en sistem, pa da to v bistvu ni sploh toliko težko, da to sam, ne vem, kaj mail recimo poslala, da to je pač tako par nekih operacij, ki to omogoča, tega ne omogoča predvsem, to je tudi zelo pomembno vedeti. Čist drugače dojema ne samo računalnik, ampak verjetno tudi printer ali pa kak sorodni sistem, z manj strahu, bolj racionalno. Tako da mogoče je to, dvigant nivo znanja, je verjetno smiselna poteza. No, gospod Škerl, izkusili ste Izrael, zagonsko nacijo, zagonski narod, manjko podjetniške mentalitete pri nas, morda kako zelo opazen je? Ja, vsekakor je mentaliteta drugačna. Mislim, tako, kot je kolega omenil. Tam je dostikrat tako, da se projekta hitro lotijo, kakorkoli. Konkurenca je ogromna, kar je tudi en drive, ki ga mogoče tukaj ni do take mere. Tam, ne vem, če je nek startup, mogoče direkt tekmuje takoj z Googlom, če je to neka taka, recimo neka GPT-related stvar danes. In tukaj se stvari zelo hitro odvijajo, tudi zelo hitro so sposobni zapirati projekte, če nekaj ne dela, pač ne dela, gremo naprej, če jasno ne dela. Tako da mogoče je to stvar tega
kako gledamo. Če se bojimo poraza, je to mogoče bolj handicap na nek način. No. Če ne delamo bedari konsistentno, seveda. No. Ampak tako, probati, je mogoče dobra ideja. No. Prisluhnimo vam še enkrat ob koncu, zaključni krog. S kakšnim sporočilom z te okrogle mize odhajate domov? Kakšno je vaše sporočilo mladim poslušalcem, gospod Sadikov? Mislim, da je bilo večinoma že povedano. Ne? Več znanja, več poskušanja. Tega se ne da nadomestiti. Mogoče so znanja drugačna, ampak vendarle. Ne morem drugačne, da bi reklamiral v končni fazi izobraževanje, ker prihajam z tega foha še vedno primarno, kljub startupovskim vodam. Ampak tudi tam se ogromno naučiš na malo drugačen način. Tudi zelo veliko zoprnih stvari, kot so birokratske zadeve, kar moraš pač početi vse. Pa nočeš se ukvarjati z računovodstvom, pa s tem, ampak se moraš. Gospod Vrabič? Ja, hvala. Težko reči samo eno stvar, ampak če že eno bi mogel izpostaviti, bi rekel, da razmišljate dolgoročno. Vi ste že pozni za to, ker ste se že več ali manj vpisali na študij, ne? Na srečo večinoma strojništva, kar, mislim, ta zadnja stvar, ki jo bo umetna inteligenca znala, je, ne vem, podmazati ketno od kolesa, ne, karkoli je interakcija s fizičnim svetom, je trenutno še rahlo izven dosega, tako da dobra izbira. Ampak svet se spreminja rapidno in glede na to, da še v večini najbrž niste štartali svojih poklicnih karier, razmišljate o tem, kaj bo aktualno čez 10, 20, 30 let, tega noben ne ve. Ampak vemo pa, kaj ne bo aktualno takrat, sploh v duhu teh sprememb, ki se zdaj dogajajo. Tako da razmišljajte na dolgi rok. Gospod Jermol? Ja, se bom pridružil temu. Jaz sem tudi strojnik, pa sem zabredel v to. Ne. Pa še prej sem zabredel nekaj drugega. Ampak super dobro osnovo imate kot strojniki. To vam jaz povem iz svojih lastnih izkušenj. Ko boste hodili okrog, pa se boste z drugimi pogovarjali, boste videli, da inženirsko znanje je super široko. Ni tehnično. Ker jaz rečem, da sem strojnik, vsi pomislijo na olje, pa tam motor, pa unistroj, tam pa smrdi. Super dobre osnove imate, zato ker dobite razumevanje, inženirsko znanje, projektno znanje, znanje vodenja, vse. In zato ste super dobri kandidati, da naredite svoje firme in začnete šibati zadeve naprej. Super dobre informacije. Mislim, jaz vam povem, kolege, ki jih srečujem, strojnike okrog, kaj vse počnejo, pa koliko so dobri. Res so dobri. Tako da, kar pogumno naprej. Še vaša zaključna misel, gospod Škrlj? Ja, hvala. Jaz nisem strojnik, ampak rekel bi, da je ogromno znanja dostopenega, če kdaj danes, tako da se splača pogledati, kaj sploh obstaja, ker je lahko zelo zanimiv. Pred zaključnim druženjem in pogostitvijo pa na oder vabim še dekana Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, Mihaela Sekavčnika. Hvala lepa. Jaz mislim, da so si še bolj gromak aplavz zaslužili danes današnji gostje, pa seveda tudi študentska organizacija, ki se je lotila tega smelega projekta, ki sem ga seveda takoj z veseljem podprl. Jaz mislim, da bomo mogli take dogodke zelo pogosto ponavljati, zaradi tega, ker je tema tako, bom rekel, vseobsegajoča in tako hitro in globoko vpliva na naša življenja, da se v resnici tega niti ne zavedamo. Ampak razmisleki in misli, ki ste jih danes res vrhunski strokovnjaki, še enkrat res hvala, delili z nami, nas opozarjajo, da se soočamo z dokaj neznanim svetom, katerega izhod ni popolnoma jasen. Nikakor si pa ne želim, da bi bil izhod tak, kot je bil nakazan, da bi se zbudili v neke sanje, ampak vam res želim, da bi z neko naravno inteligenco ostali ljudje, prebujeni ljudje, razmišljujoči ljudje, ki bi seveda tudi z neko kritično distanco znali uporabljati
umetno inteligenco v prid razvoju družbe. Tako da to bi bile moje zaključne misli. Sicer pa res vsem, ki ste pripomogli k uspehu današnjega dogodka, res iskrena hvala. Hvala lepa gostom in tudi vam, spoštovana publika. Lep dan še naprej.